Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, seveda še posebej prve slovenske nogometne lige Telemach. Pozdrav seveda iz Domžalskega športnega parka ob Kamniški Bistrici. Pritiskom so bili zdaj kar nekaj časa Goričani, tole sijajna poteza Krajnca, tudi nekaj sreče je imel pri tem preigravanju, pa spretnosti. Marinič zdaj v kazenskem prostoru, Marinič strelja, Mulalič odbija priložnost za Gorico, ostaja 0:0. Zdaj Hodžić, ki je krenil na nasprotnikovo polovico, ni uspel prebiti, manjša vrzel v domžalski obrambi. Dobro je vse skupaj pokrpal za hip Mutavčič, toda še nevarno priložnost za Gorico. Padel je tam ob njem sicer precej nižji na golovi črti Matija Širok, ampak tudi vratar Likar je seveda tam. Lepo izkušajo Domžalčani z eno od svojih prepoznavnih akcij in ponovno so zadeli. Ne vem sicer, če so odigrali povsem tako, kot so se dogovorili, ampak na koncu jim je uspela tudi tale akcija, ki jih zdaj Simon Rožman s svojimi varovanci stresa kot iz rokava. Zadev pa je drugič danes Franko Kovačevič, s to razliko, da bo ta zadetek brša zdaj veljal. Durdov je poslal povratno podajo Franku Kovačeviču. Bila tole akcija s Frankom Kovačevičem, pa nova priložnost za Domžale, 2:0, Repa se zadev in vnovič je klonil Uroš Likar. Dva krasna zadetka smo videli v zaključku tega prvega polčasa, zdaj je zadev še Žiga Repas. Prvi zadetek Repasa v prvoligaški druščini, prvi tudi za Domžale sploh. Medtem ko je Berc na klopi, primerjavi s prejšnjo tekmo, torej dve spremembi ob Đuriću in Hodžiću, v zadnji vrsti še Mutavčič in Milenič. Tule ima še priložnost domača zasedba in še drugič danes je v polno meril Žiga Repas. Sijajno izkorišča svojo priložnost 21-letni Žiga Repas, tudi njegov brat Janki seveda igra za Maribor, je bil v zadnjem obdobju v kar dobri strelski formi, dokler ni Mariborčane zajela. Kavekič v prejšnjem krogu prvič v tej sezoni ni dobil priložnosti za igro, tudi danes. Za zdaj Srebrnič še ni poslal na zelenico. Zdaj priložnost za Iličiča. Iličič strelja 3:1. 3:1. Zadetek Goričanov, strelec pa je 24-letni hrvaški napadalec Miroslav Iličič. Njegov drugi zadetek, dejal sem že, da je prvega za Gorico dosegel v Sežani. Jezi se seveda, Ajdin Mulalič nič ne bo od tako imenovane čiste mreže. Takole je Iličič žogo sprejel, ob Hodžiću se uspel utresti. Prekršek, teda Jošt Pišek se je izvil iz vseh prijemov in napad se seveda lahko nadaljuje. Prednost ne pusti Obrenovič. Podlogar s predložkom, priložnost 4:1 za Domžalčane, strelec je Barišić. Zelo hitro so Domžalčani odgovorili na tole goriško znižanje. Tudi Bartol Barišić je zdaj pri 3 zadetkih na 7 tekmah. Počakali bomo sicer še na ogled tega ponovljenega posnetka in VAR pregleda, jasno. Če tule odbil ne najbolj spretno, ampak žoga je prišla do Podlogarja. Malo po vstopu v igro je Podlogar potrdil, kako razpoloženje v napadu proti Goričanom. Omenjal sem že tole nova priložnost za Barišića. Petarda. Še drugi zadetek je po vstopu v igro dosegal mladi hrvaški napadalec
komaj 19-letni Barišić je že pri 4 zadetkih v tem prvenstvu. Pa je odigral manj kot 300 minut. Tole zdaj vidite, že potrditev tega. Vrtu, ko so visoko premagali Mariborčane, tule so statistični podatki, ki govorijo o tem, da so bili Domžalčani uspešnejši v strelih, 50-50 sicer, kar se posesti žoge tiče, 5-1 glede na statistiko. Simon Rožman, najprej čestitke za zmago, to je vaša najvišja v tem prvenstvu, 5-1, nekako ste pravzaprav nadgradili vse tisto, kar ste kazali že v preteklih krogih. Kljub tej mladi ekipi danes manj kot 22 let povprečna starost. Ja, izredno sem vesel, eno fantastično veselje v slačilnici, mislim, da bom rekel zasluženo veselje. Ogromno dela je za nami, se strinjam za potrditvijo prejšnje tekme, da bom rekel, ne bi padlo na nekem izpitu, je pa bila tekma, bom rekel, zelo težka, mogoče končni rezultat ni realen pokazatelj tega. Prvi polčas bi rekel kontroliran iz obeh strani, brez pretiranih priložnosti, pa smo imeli praktično že dvojno prednost. V drugem polčasu sigurno smo vedeli, da se bo Gorica mogla odpreti in sem vesel, na kak način smo odigrali. Na koncu 5 zadetkov vsakemu je težko dati in bom rekel, sem izredno vesel, glede na hendikep. Po drugi strani pa vsa ta mladost, ki prihaja, izkorišča svoj potencial in mislim, da je to, bom rekel, neka pot trdega dela tudi za naprej. Danes ste znova dosegli prvi zadetek s prekinitve, ki nekako postajajo že vaš zaščitni znak. Še imate veliko v rokavu? Pa bom rekel, sigurno je prekinitve en zelo pomemben člen same igre. Ogromno dajemo, bom rekel, poudarka na tem, ko potem akcija uspe, bom rekel, smo vsi lahko pametni. Smo pa sigurno veseli, da določeni segmenti v igri, tudi kar so prekinitve, so se nekako dvignili skozi prvenstvo in jaz samo upam, da bomo, bom rekel, samo še nadgradili in nadgrajevali do konca sezone. Petek vam je, sodeč po današnji tekmi, kar v redu, tudi v naslednjem krogu boste igrali, petek odhajate na Bonifiko. Ja, najprej tako vedno se treba poveseliti. Sem iskreno res danes vesel, nekako se mi je zdela ta tekma ekstremno pomembna po vsem, kar je bilo in kar nas še čaka. Če so petki ti, ki nam prinesejo, bom rekel, srečo in točke, bomo pač prosili, da bi igrali tudi do konca sezone vse v petkih. Miran Srebrnič, na koncu 5-1 za Domžalčane. Verjamem, da ste želeli nadgraditi tisto, kar ste delali predvsem v zadnjih 3 krogih, ampak danes se ni šlo po vaše. Kaj je bil danes ključ tega visokega poraza z vaše strani? Ne, mislim, da je šlo vse narobe. Začeli nismo niti slabo tekmo, mislim, da smo bili kar dobri, tudi močnejši v posesti, ampak ta gol s prekinitve in še posebno drugi z velike napake z naše žoge. 2-0, kar je pustilo neke posledice, da v polčasu smo probali malo se bolj odpreti, potem pa nismo dobro delovali, ker smo pustili preveč prostora domačinu, ki je to potem zlahka izkoristil. Se pravi, moramo popraviti tudi te stvari, kadar si spodaj. Ni isto izgubiti 3-1 ali pa 5-1 in to me malo jezi, ker vseeno zmeraj je treba držati nek red po igrišču, tudi če si malo više, ker enostavno zadetki so bili prelahki. In danes sigurno negativna ocena naše predstave. Vidi se, da v bistvu znamo igrati, ampak mislim, da moramo dosti bolj čvrsti biti v duelih, ker smo bili danes slabi. No, ampak vseeno vašim fantom, vsaj takole navzven, volje in tega, kar pada zraven, ni bilo moč očitati. To je vendarle dober znak za naslednjo tekmo, ko vas čaka domači obračun s Celjem. Ja, točno tako. Ne moremo čitati željo, ker res hočejo. Je tako, tekma je šla v to smer, nekako loviš, ajde se ne predamo nikoli, 2-0, prideš ven, drugi polčas, takoj zadetek, 3-0. Težko to vse skupaj, nasprotnik dobi še dodaten motiv in sproščenost. Nič, pač dobili smo danes ta slab rezultat in nekaj se naučiti iz tega. Zdaj nekaj se ozirati in jokati, ampak treba zagrabiti še bolj čvrsto in vemo, da se moramo boriti za vsako točko.
tako naprej. Žiga Repas, čestitke za zmago, 2 zadetka, kar 2 na eni sami tekmi, predtem še nobenega v prvi ligi. Tole je nekaj, kar bo zavedno ostalo v spominu, kaj ne? Ja, super tekma, nekaj posebnega zame, ker sem zabil 2 gola, prvič v prvi ligi. Še toliko bolj vesel sem, ker smo zmagali s tako veliko vsoto in ja, sigurno si bom zapomnil to tekmo. Kakšen je bil tisti občutek pri prvem zadetku, prvega ne pozabiš nikoli? Ja, poseben. Zelo sem bil vesel, hkrati sem pa slišal iz klopi, ne bom še bolj fokusiran, tako da sem jih malo pozabil in se osredotočil na tekmo. Potem pa ste zabili še enega na začetku drugega polčasa. Tisti je bil, vsaj nekako se je zdelo odločilen, da ste se kasneje tudi sprostili in nekako kar na lahek način v bistvu prišli do te zmage. Ja, med polčasom smo se zmenili, da gremo takoj od začetka na polno. Fajn je, ko se takoj poklopi, zabijamo gol, tako je lažje. In tako je bilo tudi danes, ko smo dali 3. gol, smo se vsi malo bolj umirili. In sicer smo malo trpeli potem, ampak ne glede na to smo, mislim, da odigrali v redu drug polčas in tekmo zaključili, tako kot je treba. Zdaj pa v naslednjem krogu, znova v petek odhajate v Koper, nekako ste se zdaj zasidrali v tem zgornjem domu lestvice. Ja, super, ko pogledamo na lestvico, je tako, kot mislim, gre na boljše, bom tako rekel. Zdaj v Kopru bo težka tekma, sigurno, ampak jaz mislim, če bomo nadaljevali v tem ritmu, da bo pozitivno. No. Matija Širok, 5-1 na koncu na prizorišču, ki ga tudi vi osebno zelo dobro poznate. Beseda 2 o tem srečanju, nekako se je zdelo, da so Domžalčani danes znali izkoriščati svoje priložnosti. Vi kljub trudu ste ostali kar precej prekratki v rezultatskem smislu. Ja, najprej čestitke Domžalam za zmago. Kaj reči po taki tekmi je težko, ker pač prvi polčas smo delovali dobro, mislim, da smo bili celo boljša ekipa in potem dobimo 2 gola iz nič in to bi se moralo zgoditi njim, ker so mlada ekipa, ne pa nam, ker smo tudi malo bolj izkušeni. Tako da to je na nas in na koncu rezultat mogoče ni realen, kakšna je bila slika na terenu. Ampak to ni pomembno. Mislim, da edino, kar je danes pomembno, je to, da mi smo izgubili in to se ne sme več ponoviti, če hočemo biti uspešni v boju za obstanek. Ampak ste pa predvsem nekaterih tekmah predtem dokazali, da ste lahko tudi zelo čvrsti, ko ste pravi, v naslednjem krogu vas že čaka Celje doma. Ja, kot danes Domžale so dosegle gol iz nič. Če damo mi gol iz nič, je to druga tekma. Tako da vsaka tekma je poglavje zase. Lahko trdim, da ne bomo izgubili spet 5-1, ker je pač nemogoče, lahko bomo pa zmagali 5-1. Tako da vsaka tekma je stvar trenutka in upam, da bo ta trenutek proti Celju na naši strani.